Dobrodošli v Šokestu. Z vami sem Petra Kalan in to je prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno vsebine. Moja današnja gostja je na slovenskem medijskem nebu močno zasvetila pred 20 leti. Od takrat se je preizkusila kot fotomodel, voditeljica, bila je celo sanjska ženska, bila je igralka in res je bila en tak multipraktik. Potem je po rojstvu sina za več let izginila iz slovenske medijske scene. Danes je tukaj, da bo z nami delila zgodbo, ki jo je doživela v teh letih. Z mano je izjemna Nina Osenar-Koltrec. Lepo pozdravljena. Petra, najlepša hvala, kakšen tvojit uvod. Ja, ker malo se me glas zatresel. Kot sem v mislih tako šla čez vse te tvoje trenutke, ki si jih vseeno že malo delila, kaj se je dogajalo s tabo v zadnjih letih. Kako si danes? Ja, danes sem jaz okej. V bistvu se mi zdaj vrnila ta moja energija, ne. V bistvu sem jaz približno 5 let, sem ležala, ne, ker sem zbolela pač za sindromom kronične utrujenosti z mialgičnim encefalitisom. In v bistvu danes lahko rečem, da sem zdrava, no. Imam še sem in tja kakšno epizodo utrujenosti, ampak to je v bistvu nič takšnega, ne. To se po mojem zgodi vsakemu delovnemu človeku, ne, da včasih mora preprosto popoldan za kakšno urco 2 zaspati, ne, da se regenerira. Zdaj vsakega gosta prosim, da prinese 3 predmete s sabo. Pa me res zanima, kaj si prinesla ti. Ok, jaz sem prinesla print moje naslovnice, ker to bo šlo v okvir naslovnice knjige, 14. oktobra je išla, na to sem res zelo ponosna. Moram reči, da ko sem se usedla prvič za računalnik, sedela sem lahko tam recimo po 15 minut, pol urce največ, ker me je blazno bolelo telo, ker sem toliko časa ležala, ne. Ampak ker sem tako očitno ustvarjalno bitje, sem rekla, da moram napisati knjigo, moram preliti to mojo izkušnjo v pisano besedo, čeprav je to resnična zgodba o ljubezni, ne. Čakaj, nekje v kamero lahko pokažem. Tukaj takole. Ker v bistvu vse skozi, ne, sploh nisem bila pozorna na to, ampak ko je urednik to knjigo uredil, me poklical pa rekel: Nina, to ni zgodba o bolezni, to je zgodba o ljubezni. In je res, ne, v bistvu tudi pišem ves čas o tej materinski ljubezni, ki brani, ki je v bistvu krepčilna, ne. In dejansko v bistvu začnem knjigo s porodom, no, tako da so opisani tudi tisti res najčudovitejši trenutki mojega dosedanjega življenja, ne. Pa je bilo pisanje knjige neke vrste terapija, ali je bilo težko se vračati v te občutke? Ja, na momente je bilo zelo težko, celo tako težko, da sem v bistvu mogla za par dni prekiniti pisanje. Ker te spomini v bistvu so tako živi še danes v meni, ne. Z nekaterimi ranami se še spopadam, ker v bistvu jaz sem opazovala mojega čudovitega sinčka iz postelje, kako raste, ne, v bistvu celo njegovo rano otroštvo. Knjigo začnem s porodom, danes je pa že šel v 1. razred, ne. Tako da je to trdovratno zavedanje o tem, da sem večino njegovega ranega otroštva preležala, je kar velik zalogaj zame, no. Ampak ja, bilo je pa hkrati tudi seveda terapevtsko, ne, ko sem vsa ta čustva prelila v pisano besedo, hkrati pa tudi pač te občutki, ne, vse obsegajoče ljubezni, občutki neke majestetičnosti, ne, kar se tiče poroda, pa v bistvu kako sem spoznala mojega moža, ne. Tako da je roman, ne, v bistvu ta knjiga je roman z primesmi, v bistvu notri so tudi, pač sem konkretno raziskala to bolezen, tako da je tudi en tak znanstveni del not, pregledan strani zdravnika, tako da je v bistvu ena taka roman z primesmi morda, pa ne bi rekla priročnika, no, ampak v bistvu nekega znanstvenega dela, ne, tako. A zdaj s sinom in možem sta povezana tudi 2. in 3. predmet? Ja, res je, zdaj mogoče, ko sem ravno omenila moža, ne bom ga snela, to je poročni prstan, sem se odločila, da to v bistvu, da bova rekli, da je to predmet, ne, moj drugi, ker jaz se tako rada pohecam, da me bodo s tem prstanom pa pokopali. Da je res zmer. Ker jaz sem tako ponosna, da nosim možev priimek. To je res nekaj najlepšega, kar se mi je v mojem dosedanjem življenju zgodilo, se pravi sin in pa moj mož, ne, brez mojega moža ne bi bilo mojega sina. Obožujem ga, zelo sem ponosna, da sem njegova žena.
in najn otrok je otrok srečnih staršev. Ne. To je zelo pomembno, da čeprav je tudi Marlon mene v bistvu opazoval skozi vsa ta leta, kako sem ležala, ne, ni pa imel občutka, da sem jaz depresivna, bi rekla, ne, da sem melanholična, da sem ves čas otožna. Ne. Jaz sem te občutke zelo dobro v bistvu z njimi nekako se spopadala. In v bistvu on mene pozna kot njegovo nasmejano mam. Me je začel klicati, prve njegove besede so bile mam. Ne. Zdaj pa sem mamček, pa mami, pa vse sorte. Ne. Tako da ja, evo, drugi predmet je poročni prstan. Potem pa še tretji predmet, to je pa njegova dekica. Jaz sem mu jo kupila, evo takole, ima glavo žirafice. Naročila sem jo prek spleta, to je v bistvu ta odejca, v katero ga zaviješ, kaj on skopan, ne, recimo, po kopanju, ja. In potem je on to dekco imel tako rad, on je bil tako hecan, on je bil star, ne vem, leto pa pol, pa potem 2 leti in je okrog velike bele pravokotne mize v kuhinji, je on tekel okrog s to dekco na glavi in je govoril super rafica, ne, tako da sva ga, ker sem mu rekla, da je on super žirafica, ne. In on je tekel okrog in je divjal s to dekco, da je vse plapolalo okrog njega in je bil tako hecan, pa še skravžlan, ja, ne, tako da so tisti kodrčki poskakovali in ja, to je definitivno eden izmed mojih najljubših predmetov in ti dekice nikoli ne bom podarila, ne. Bo ostala z menoj. Kako pa te je materinstvo spremenilo? Obstaja Nina pred materinstvom in po? Absolutno. Mislim, materinstvo je pa res en tak blagoslov. Jaz si sicer nikoli prej otrok nisem želela, nisem pač doživela tega materinskega srčnega klica, ne. Potem pa sem spoznala Dejana in tudi pač skozi to njegovo očetovstvo, ne, ker on ima pač že 2 otroka iz prejšnjega zakona, sem v bistvu videla, kako je krasen oče in kako čarobni so otroci. In potem sem si res zaželela, da bi postala mama in on je bil takoj za. In potem sva v bistvu tako, ta otrok je res sad ene velike ljubezni. Tako mogoče mi ne boš verjela, ampak to je taka filmska ljubezen. Res, midva se tako neskončno razumeva v vseh teh letih, res je to zanimivo, ampak midva se enkrat nisva sprla, recimo, ne. Kljub tej težki preizkušnji, ki nam je doletela, ne, ampak je v bistvu ta težka izkušnja je najin odnos samo še okrepila, ne, skozi to izkušnjo je najin odnos dozorel in dozorel res v eno tako ljubezen, prelito s spoštovanjem in zvestobo. In se sem že prepovedala, no, da ga obožujem in občudujem mojega čudovitega moža. Pa vseeno, ta bolezen je bila res velika preizkušnja, verjetno tudi za vajino vezo. Te je bilo kdaj strah, da bo obupal, da bo odšel? Ne, nikoli mi ni dal tega občutka, da se bo on predal. In to je pač neskončno dragoceno, ne. On je res en tak, jaz rečem, svetilnik stabilnosti in odgovornosti. In imeti ob sebi takšnega človeka, to je res en tak pravi čudež, no. Bilo je težko, zagotovo, ne, pač vsa ta leta neintime, a ne. Ampak nikoli, res nikoli mi pa ni dal tega občutka, da bo on odšel, ne. On se je v bistvu tudi na svoj način spopadal s to preizkušnjo, s tem, da sem bila jaz tako obnemogla, ne. Včasih je ponoči, pač v tisti začetni fazi, ko sem bila res v nekem grozljivem polsnu, je hodil večkrat ponoči gledati, če še diham, a ne. Tako da je bilo to res težko, ampak nikoli pa nisem imela tega občutka, da se bo predal in da bo odšel. In kako je v bistvu on živel vsa ta leta to življenje z dobro voljo, ne. Kljub vsemu, z dobro voljo, nasmejan, on je človek, ki mu ni težko nobene stvari narediti, postoriti, ne. Da sem se jaz res lahko zdravila, je on prevzel vso odgovornost za otroka, tople obroke mi je nosil v posteljo, ker sem pač bila prešibka, da bi lahko normalno pojedla obrok za mizo. In se igral s tem otrokom, delil z njim veselje in res sem srečna, je velik blagoslov v mojem življenju. Kako pa to, da si se odločila vseeno tako javno deliti to bolezen, to izkušnjo? Si želiš postati glas tistih, ki mogoče ne upajo spregovoriti o takih težkih trenutkih? Absolutno, jaz če ne bi imela mojega Dejana, on mi je res rešil življenje, ne. Bog ve, kaj bi se z menoj zgodilo, ne.
Jaz mislim, da najverjetneje sploh ne bi ostala živa ali pa bi ostala živa, pa bi v bistvu moje življenje bilo zelo težko, zaznamovano z boleznijo. Takrat, ko si ti tako obnemogel, ti nimaš energije, da se boriš zase. Jaz sem sicer bila trmasta, nisem hotela poslušati zdravnikov, ki so mi non-stop vsiljevali, da sem le depresivna. Depresija je težko stanje, zato rečem tako v narekovajih, le depresivna. Ampak jaz sem vedela, da to ni to. Človek čuti, kaj je z njim narobe, seveda, in to depresija pač zame sploh ni bila opcija, poporodna depresija, to je bilo sploh, kot da je bila to edina možna diagnoza takrat na voljo, zaradi tega, ker se mi je to pač zgodilo po porodu, sicer 8 mesecev po porodu, ampak okej. In da je on meni pač verjel in da je bil on moj glas skozi vsa ta leta. To je bilo zelo pomembno. Zato v bistvu ljudje, zanimivo je, sem se zelo dolgo branila Instagrama in socialnih omrežij in potem sem ga pač zdaj par mesecev nazaj končno odprla. Tudi zato, da bom lahko glas za druge, kot si rekla, ker meni se vsak dan res ne pretiravam javita vsaj 2 ženski s podobno zgodbo, kot jo imam sama. Nažalost je veliko tih žensk nerazumljenih strani družine, strani partnerja, ne vejo, na koga naj se še obrnejo, ker nimajo uradne diagnoze, zaradi tega tudi ne dobijo pomoči strani države. Skratka, in potem padeš v en tak začaran krog, ker pri tej bolezni je pa blazno pomemben počitek, ker če ni počitka, ni regeneracije. In v bistvu potem ti ženske še vedno hodijo v službo, se naprezajo kljub svoji nemoči, in je to zelo, zelo težko. Tako da jaz upam in si neskončno želim, da bo ta knjiga pomagala vsem tem ljudem, ta moja izkušnja, da jim bo pomagala tudi njihovim družinam in partnerjem, da bodo razumeli te osebe, tudi moški se javljajo, da ne bo pomote, ne samo ženske, in da jim bo lahko ta knjiga pomagala. To si želim. Kako pa se je pri tebi to začelo kazati? Verjetno to ne pride čez noč. So prekakšni opozorilni znaki? So, absolutno so, ampak ko ti enkrat postaneš mama, v bistvu na vsaj zase lahko govorim, da jaz sem mislila, da bom lahko zmogla vse, da me bo ta vseobsegajoča ljubezen gnala preko mojih meja. Ampak pač to ni bilo tako. In se je pokazalo zelo hitro, recimo po enih 4 mesecih, pri meni se je zgodil en tak umski in čustveni in duševni armagedon, ko sem jaz prvič zagledala Marlona. To je bil en tak preobrat v meni, to se ne da opisati teh občutkov božanskosti, in miline, kaj se je zgodilo, ko je babica Irena dvignila Marlona v višino mojih oči. Mislim, takrat se je vse spremenilo. Cel moj svet je postajal manjši, dokler se ni pač dokončno skrčil van in moje življenje pa ni postalo manjše, ampak večje. In res v bistvu so se potem, ko sem jaz dojila non-stop, cele dneve in cele noči, samo da bo on uslišan, to sem si želela in na tem sem delala, da je on ves čas uslišan. Sem pa pri tem pač malo pozabila nase. In v bistvu že po prvih 4 mesecih se je začelo kazati, da sem jaz utrujena, morda celo malo preveč, da bi si mogla malo oddahniti. Zelo različne smo si ženske. Nekatere ženske bodo lahko imele 5 otrok, pa bo vse v redu, nič se jim ne bo zgodilo, kar se tiče zdravstvenih težav, bodo prebrodle vse to nespanje z eno lahkotnostjo mogoče. Pač smo pa ženske, ki imamo mogoče večkrat bolj krhka telesa, in je pač hitreje lahko za nas preveč. Skratka, jaz, če bi takrat malo stisnila na bremzo in začela misliti malo nase, to ne pomeni, da bi zdaj postala neka sebična disidentka materinskosti, ampak bi preprosto pomenilo to, da se malo bolj poslušam. Ampak jaz se pač nisem in sem se gnala preko svojih meja in potem po 8 mesecih me dejansko je zlomilo. In koliko časa je trajalo to okrevanje? Več let, ne? Več let, to je potem trajalo kar 5 let in pol, v bistvu zdaj teče 6. leto, ampak zdaj šele nekje po 5 letih in pol, skoraj 6 letih v bistvu lahko rečem, da sem zdrava. Kako pa, na kakšne načine si pomagala? Verjetno tudi kaj alternative? Že prej si se ukvarjala z jogo, meditacijo, ti je to pomagalo?
Jaz sem bila tako slaba, ne, v bistvu sem res lahko samo ležala, da niti nisem mogla izvajati jogijskih asan, nisem mogla meditirati, vse to je bilo zame preveč, ne. Vse, kar sem jaz lahko počela, v bistvu, tudi v tem polsnu je bilo, da sem si dala v ušesa slušalke in sem poslušala zvočnice. Meni so te zvočnice resnično pomagale do okrevanja, preposlušala sem jih preko 80 v teh letih, nekatere večkrat, da sem bila v bistvu v stiku z neko kreativnostjo na nek način, ne? In te zvočnice so mi pomagale, da sem se iz dneva v dan borila s tem, da sem sprejemala svoje trenutno stanje, a ne nemoči. In to mi je res, blazno so mi pomagale te zvočnice, moram reči, da to je bilo res, to priporočam vsakemu, no, ker tudi jaz sem imela, eden od simptomov je bil zamegljeni vid, ne, in tudi nisem mogla brati, tudi energije seveda nisem imela za branje, tako da lahko sem pa poslušala, ne, in to me je resnično reševalo, ne. Ja. Kdaj pa si opazila mogoče ta izboljšanje, kdaj je počasi začela iti stvar navzgor? Se spomniš teh trenutkov? Ja, se spomnim, absolutno. To je bilo potem tako, ne, da sem imela prvih 15 minut v dnevu, recimo, ko sem bila budna in okej. Potem je šlo to čez recimo 2 tedna na pol ure, pa potem na 1 uro, pa 2, pa 3, a ne, tako v bistvu zelo počasi, tudi pač seveda, ko ti ležiš toliko časa, ti vse mišice atrofirajo, ne, tako da sem v bistvu mogla nekako nazaj postaviti to svoje telo, a ne, da sem spet prišla k močem, ne, tako da tudi recimo, ko sem začela pisati knjigo, sem bila lahko pač največ, tako ko sem premenila 15 minut pa ure za začetek, ne vem, bolelo telo, pač hrbet, križ, vrata, ne. Ampak potem sem počasi nabirala to kondicijo, v bistvu prvo, kar sem si želela, ne, poleg tega, da sem pisala, je recimo, da sem skuhala Marlonu in Dejanu eno kosilo, ne. In to je bil recimo prva stvar tako v dnevu, da sem vstala in sem skuhala kosilo in to je bilo potem recimo v enem dnevu dovolj zame, ne. Prvič, ko sem imela pač tiste minute budnosti, sem recimo Marlonu oprala zvečer zobke in to je bil en tak dogodek zame, ne, da sem se ga veselila za naslednji dan, da bom spet tistih prvih 10 minut toliko v redu, da ne bom imela tega grozljivega pritiska v glavi, ki sem ga imela pač dolga leta, ne, in da bom lahko. In to v bistvu prve te izboljšave so prišle po teh par minut in tako, ne, recimo nekje po 2 letih. 2 leti je bilo res grozljivo, potem pa se je začelo pa premikati. Potem sem pa jaz v bistvu začutila, da ozdravitev je možna, ker sicer, kar sem se naučila, ne, od zdravnikov, ki so pač raziskovali to bolezen, je, da se približno 50 pacientov pozdravi, 50 pa ne, ne. Tako da jaz imam obenem tudi veliko srečo, ne. Potem pa tudi prehranski dodatki, ne, so zelo pomembni. Par jih je pač teh osnovnih, ki spodbujajo adenozin trifosfat, to je v bistvu taka univerzalna energetska valuta v našem telesu in pri tej bolezni gre za mitohondrijsko disfunkcijo, ne, proizvaja se premalo ATP-ja in ko se zgodi ta deficit ATP-ja v celicah, potem se v bistvu upočasni delovanje vseh notranjih organov, ne, zato si potem blazno utrujen in tako. In imaš še vse sorte drugih simptomov, ne, takih res uničujočih, blazni glavoboli so, to je res bolečine v telesu, mene so boleli tako prsti, kadar so zlomljeni, recimo, ne. Ampak evo, obstajajo pač fine reči na poti k ozdravitvi, zdaj vsega tukaj ne bova govorili, ne, ker pač bi pokurili par ur, ampak vse je opisano v knjigi, ne, tudi poglavje, kako si lahko pomagamo. Pa tudi verjetno vsak človek individuum in mu pomaga kaj drugega, ne. Kaj pa klasična medicina, kako dolgo so potrebovali zdravniki, da so ti postavili diagnozo? Ja, jaz v bistvu diagnoze sploh nisem dobila. Sem v bistvu potem po 4 letih, ko sem že bila konkretno bolje obiskala kardiologa, ker sem imela pač blazne te srčne palpitacije. In sem se hotela prepričati pač, da je z mojim srcem vse v redu, a ne. In takrat je v bistvu ta odličen kardiolog, tak res brihten zdravnik, dr. Marko Gričar, no, je on potem takrat, ko sem mu razlagala o tej mitohondrijski disfunkciji, da so se pogovarjala 3 ure časa si je vzel zame, da je potem v bistvu on ob koncu najnega pogovora on tak star diktafon narekoval stavek: Nina Osenar ima sindrom kronične utrujenosti, ne. In takrat se je nekako meni v bistvu odvalil en kamen od srca na nek način, zaradi tega, ker je on meni verjel, ker
krvnih testov zato pri nas nimamo. V bistvu obstaja samo en test, ki pokaže mitohondrijsko disfunkcijo, ki pa ga dela samo en laboratorij, to je Akumen v Veliki Britaniji. In midva zdaj sva blazno iskala, kje bi lahko prišla midva pač do tega krvnega testa. Mislim, da si ta zdravnica, dr. Majhilova, ki jo tudi povzemam veliko v knjigi, blazno prizadeva, da bi lahko pač te testi krvni bili na voljo širše pacientom po svetu, ampak zdaj ne vem, nisem bila nekaj časa v stiku s tem, ali je pač možno zdaj še kje ta test opraviti ali ne. Ampak ja, v bistvu na krvi ne pokaže ničesar, kar sem jaz imela, recimo sem imela zelo znižan DHA hormon, ampak v bistvu to zdravniki nekako pri tistih, pri katerih sem bila, niso dajali pozornosti na to. Neki vnetni parametri včasih povišani, tako da v bistvu k vsakemu specialistu, ko sem prišla, je rekel, da najverjetneje prebolivam neko virozo. Jaz sem bila bolničena, tako da kako težko je bil ta dokazovanje v okolici, da vendarle brez diagnoze, da imaš tako hudo stanje, je bil to kdaj tak psihičen pritisk zate? Absolutno, so ljudje zaradi tega tudi odšli iz so in tudi v bistvu sem mogla nekatere ljudi pač jih nisem mogla več sprejemati tisto obdobje mojega življenja zaradi tega, ker so pač bili prepričani, da sem jaz depresivna in potem pač ta njihov pristop, edini možen mogoče, ki se mi je zdel pravi, je bil, da ustani in pojdi spet na sprehod, mislim, jaz sem se pa komaj do WC-ja odvlekla, tako da to je bilo zelo težko, tudi nekaterim družinskim članom je bilo to pač popolnoma nerazumljivo in zato tudi tako, v bistvu nisem, ko sem rekla, da nisem sprejemala ljudi, to obdobje mojega življenja, tudi veliko ljudi se je ugradilo te naše situacije, niso jo razumeli, mogoče nekateri so razumeli, kot da pač jaz ne želim pomagati, ker ne poslušam zdravnikov in so potem na nek način, kot da so dvignili roke nad mano, ampak Dejan je mene pač opazoval 24 ur na dan in samo jaz sem vedela v bistvu, kaj mi je in jaz nisem želela sprejeti diagnoze, ki je bila napačna, preprosto ne. Ne morajo drugi, pa tudi če so zdravniki, tebi govoriti, kako se moraš ali pa kako naj bi se ti počutil, in v bistvu jaz nisem bila slišana z te strani in potem sva tudi v enem momentu nehala pač hoditi okrog zdravnikov, ker je bil to za mene samo še hujši pritisk. Dejanu so vsi dopovedovali samo to pač, da sem jaz na psihiatrijo, tako da sem se res za las izognila 2-krat celo prisilnih hospitalizacij. Me je dan spet rešil, tako da to je bilo zelo težko, ko v bistvu nimaš podpore tudi strani uradne medicine, to je bilo zelo, zelo težko. Tudi za Dejana, absolutno. Kakšnih terapij v smislu psihoterapij, pogovorov s strokovnjaki pa nisi se poslužila? Jaz sem bila prva leta sem bila prešibka za kaj takega, pri psihiatru je treba sedeti, pa je treba govoriti, Jaz sem v bistvu takrat za prvi 2 leti sem jaz tako rekoč utihnila, tudi ko v bistvu te stavke, ko jih boste vi brali v knjigi, v bistvu vse tisto, kar sem jaz tukaj noter povedala, to je bilo vse, kar sem jaz izgovorila v prvih 2 letih. Jaz sem bila tako šibka, da v bistvu mi je bil vsak izrečeni stavek mi je predstavljal nepredstavljiv napor. Las si recimo nisem mogla umiti, mi jih je prišla enkrat na mesec umiti moja mama, pod tuš mi je Dejan pomagal, pa tako naprej. Tako da v bistvu, ja, to je bilo res težko, brutalno obdobje. Zdaj, kaj je bilo tvoje konkretno vprašanje? Če si se poslužila kakšnih terapij, mogoče zdaj kasneje? Kasneje, ja, v bistvu, potem, ko sem se pa nekje po 2 letih, 3, ko sem pa vseeno videla, da pa zdaj pa moje telo očitno bo okrevalo, meni so pač na začetku predpisali neke pač najmanjše doze antidepresiva. Zaradi tega, ker naj bi uravnaval moj spanec, jaz sem dobro vedela, da pač antidepresiv ne bo ustavil po konci, ker je bilo to pač znanstveno nemogoče, ampak sem ga vzela zaradi tega, ker je pač spet eden od uničujočih simptomov te bolezni tudi nespečnost, in če ne spiš, pač se seveda ne moreš regenerirati. Tako da sem potem ta antidepresiv takrat vzela, no potem pa nekje po dobrih 2 letih sem rekla, jaz tega ne bom več jedla, nekako skozi v ozadju sem imela to
nekako se nisem počutila, kaj ne rečem, ne vem, dobro ali pa me je skrbel me je ta medikament, no, v bistvu, kaj se bo zgodilo potem, ko ga bom nehala jemati, ne. In to je pa snov najhujših nočnih mornov, v bistvu, ko sem jaz prenehala jemati antidepresive, jaz sem doživela tako autoteknitivni sindrom, da je moje življenje ponovno viselo na nitki in takrat v bistvu me je pa potem rešil pa imam po glave zdravnik svetnik, to je pa dr. Klemen Rebolj, on je pa božanski specialist psihiatrije, psihoterapeut in takrat v bistvu, ko sem pa jaz prvič obupala nad svojim življenjem, takrat sem si pa res goreče želela, da bi me, če lahko tako rečem, Bog vzel k sebi, a ne. Življenja si pač nisem mogla vzeti, zato za kaj takšnega je moja duša preveč v stiku z menoj, ne. Ampak to je bilo prvič v bistvu, da sem si pa jaz res želela, da me ne bi bilo več, zelo sem si to želela. In takrat me je pa potem on rešil, v bistvu sem antidepresiv mogla tako vzeti nazaj, ker sva ugotovila, da pač ne bom preživela te odtegnitve. Če ga ne bom vzela nazaj, no in potem v bistvu, ko sem vzela nazaj to tableto in je začela počasi prijemati, sem potem spet lahko pač ležala in počivala in se je potem moje telo naprej zdravilo, ne. Ampak takrat, če ne bi bilo v tem obdobju doktor Rebolja, ne vem, kaj bi se zgodilo. Lansko leto pa si se vseeno vrnila pred kamere. Koliko strahu je bilo takrat prisotnega, da bi se ti ponovilo zdravstveno stanje, kako previdno si stopicala nazaj v svet? Ja, kar previdno, v bistvu je tako, ne, ta izkušnja me naučila tudi to, da nisem več takšna perfekcionistka, kot sem bila, ne, ker perfekcionizem je v bistvu razdiralen, ne. In to sem se vsekakor naučila, ne, da je treba zaupati drugim ljudem, da opravijo svoje delo, ne. Da ni treba, da si sam za vse. In konkretno na Popevko, ne, 2022 sem se vrnila na tisti bleščeč oder. Jaz moram reči, da takrat se je prižgala v meni spet neka taka iskra, ne. V bistvu jaz nikoli prej nisem zares čutila, ne, pa je to hecno, ampak da je oder del mojega poslanstva. Bolj sem to imela kot neko službo, ne. In potem, ko sem zbolela in ko tega nisem mogla početi, sem pa v bistvu ugotovila, da je to nekaj, kar me osrečuje in izpolnjuje, ne. In potem res takrat sem se odločila, ne bi se odločila, če bi se mi zdelo, da sem še prešibka, ker prva stvar na prvem mestu je absolutno pač moje zdravje, ne, in moja družina, to je moja prioriteta in ne bi si upala stopiti na oder, če bi mislila, da se mi bo ponovila ta epizoda, ne, ampak se mi je zdelo, da sem že dovolj v bistvu trdna, da bom to speljala, ker je bil enkratni dogodek, ne bi recimo se še mogla odločiti za nek televizijski projekt, kjer snemanje poteka po več dni, mesecev in tako, ne, ali pa pač vsakotedenske oddaje v živo, to absolutno ne, ampak ker je šlo pač za enkratni dogodek in tak čudovit festival naš slovenski, ne, sem se odločila, no, da ga bom vodila in takrat me je to napomnilo tudi še z upanjem, da bom pa mogoče res čez kakšno leto pa že dovolj dobra, da pa mogoče se bom lahko tudi na televizijo še vrnila, ne. Ampak prva stvar je bila pač dokončati knjigo in z velikim veseljem pač nekako ta knjiga je kot eno tako moje darilo, no, bi rekla v bistvu. Ne vem, zelo sem ponosna, da sem jo napisala. No. Kaj želiš, da ta knjiga doseže? Komu vse je namenjena? Pa jaz bi rekla, da je namenjena vsem, res ne bi opredelila pač na neko, na spekter neke publike, ne bi opredelila, ker preprosto je, tako kot sem prej omenila, roman, ne, v prvi vrsti, ljubezenski roman, resnična zgodba o ljubezni, tako da jaz mislim, da imamo ljudje radi take pozitivne zgodbe in na koncu koncev to je pozitivna zgodba, ne, ker jaz sem ozdravela, ne. In je to knjiga pač res polna ljubezni, tako da v bistvu bom počaščena, izjemno počaščena, če bodo ljudje vzeli v roke in jo prebrali. Je sicer kar obsežna, nekaj čez 400 strani, ampak jaz mislim, da bo, upam, da bo to prijetno branje. Želim si, da bo ljudem všeč, seveda, ne, in počaščena bom, tako kot sem že rekla, ne, če bodo ljudje prebirali, ja.
Je pa vsekakor zgodba s srečnim koncem. Srečnim koncem, ja. Nina, počasi se približila koncu najnega pogovora. Res bi te lahko še poslušala, ampak vendar za konec vedno gostu pripravim 3 naslove, ki bi jih mogoče lahko brali o njemu prihodnje, pa pokomentiramo, če je možno, da se bo to zgodilo. To, ker malo pogledamo prihodnje. Ok, v redu, super, samo kristalna krogla nas še manjka. Torej, prvi naslov. Nina Osenar z motivacijskimi predavanji o svoje Slovenijo. Je mogoče naslednji korak, da bi tudi o tej življenjski energiji, vrnitvi, upanju ustvarila kakšno predavanje, delavnico? A veš, da ne razmišljam o tem, zaenkrat tega pač ne čutim na tak način. Knjiga tudi nikakor ni priročnik in v njej ni nasvetov, kako se duhovno oplemenititi, a ne? Ampak je to pač izkustvena knjiga v prvi vrsti. Jaz bi rekla, da je to mogoče bolj na tak način napisana knjiga, kot je Šarjerjev Metula, ne? On je opisoval, kako je bežal tam iz tiste francoske Gvajane in tako, a ne? Tako da to je izkustvena, to je zgodba zelo osebna, jaz sem v tej knjigi brutalno iskrena in tudi, kako bi rekla, vsaj zaenkrat, no ne vem, kaj se bo zgodilo, ampak ne čutim se poklicano, da jaz ljudem svetujem, kako živeti. A ne, je pa vsekakor pač so pa tak izkušnje ljudi, ki pač preživijo mogoče neko težko obdobje v življenju, so pa dobrodošle, a ne, da jih ljudje preberemo in da se mogoče iz njih kaj tudi naučimo, a ne, je pa to seveda v prvi vrsti to izkustvena knjiga in nikakor ni priročnik. Drugi naslov. Vrnitev v velikem slogu Nina Osenar na koncertni turneji. Takaj vleče ta glasba, na popevki si nastopila s Helenom Blagne. Ja, joj, to pa je v bistvu res je ena taka moja želja, mogoče rahlo neizpolnjena na trenutke, a ne, ker se nisem na koncu koncev v življenju ukvarjala toliko z glasbo, kot bi si želela, sicer sem posnela eno CD-jko in potem, ko sem lahko s Heleno Blagne na popevki zapela z 42-članskim orkestrom, to je mene tako obogatilo, jaz res ne znam vam povedati, mislim, to je bil res velik dogodek zame, no. In želim si ustvarjati želim si biti ustvarjalna v glasbi, no, tako da, če bo iz tega nastala koncertna turneja, ne vem. Ja, bilo bi pa to lepo, to bi bile ene take uresničene sanje, ne. Torej, mogoče bomo to Mogoče. In še tretji naslov. Nov poslovni podvig Nine Osenar, odprla je prostor za duševni mir. To sem nekako mislila v povezavi z jogo, meditacijo. Se še kaj ukvarjaš s tem? Ja, zaenkrat še ne, ker zdaj sem pač prevzela, sem postala tudi človek v funkciji, kar se tiče biti žena in biti mati, a ne, mislim, pač konkretno, ne, se pravi, neka gospodinjska opravila in tako, da sem čez cel dan aktivna z Marlonom in z Dejanom. In v bistvu zdaj zaenkrat še nimam pa toliko moči, da bi pa zdaj pa še začela, a ne, ker tudi meditacija, ne, to ni v bistvu samo sproščanje, ampak je kar delo, a ne. In tudi pač, kar se tiče joge, bo treba počasi ukrepiti telo, ampak zelo, zelo, zelo počasi. In ne čutim se še dovolj močno, da bi se že začela zdaj ukvarjati z jogo in z meditacijo. Bo še preteklo še enih 6 mesecev, po mojem, da bom spet čutila ta dvig energije, ne, v bistvu, da bi potem recimo začela delati pa tudi na tej svoji kondiciji in tako, ne. Ampak ne vem, če bi pa to na nek način tako, ne, tvoje vprašanje je bilo, če bi to delila z drugim, v bistvu, ne vem. Ne guru. Ja, mislim, to je meni tako, sploh ne maram te besede, tako kot sem že prej omenila, to ne počutim se poklicano za to, no. Mogoče ne vem, kam me bo zdaj odpeljalo življenje, kaj se bo zgodilo s to knjigo, ampak tudi, če bi mogoče se kdaj lotila te joge, da bi jo v bistvu delila z drugimi, da bi mogoče učila jogo, ne vem, res, zaenkrat tega ne čutim, no. Sem pa zadnjič zasledila posnetek na Instagramu, ko si napisala, po 5 letih spet plešem. To so taki majhni koraki, ki te verjetno osrečijo. To so majhni koraki, pa so v bistvu veliki koraki zame, a ne.
Sicer sem plesala 1,5 urce, več nisem mogla, ampak ja, to je, mislim, se pa se sprožajo hormoni sreče, a ne, ko smo po konci, ko, a ne, mislim, telovadba vemo, da sproža endorfine in oksitocin in tako, a ne. Tako da, ja, to je bil še eden teh velikih dogodkov zame, da sem zaplesala z mojo drago prijateljico še iz šolskih dni, srednješolskih dni, ki se je poročila in ja, to so v bistvu kakšne majhne stvari, a ne? Pravzaprav, te usrečijo, v bistvu so pa zame to tako veliki koraki, a ne? Zaplesati. Nina, želim ti še veliko teh majhnih srečnih korakov, hkrati velikih zate. Res sem vesela, da si prišla. Vse dobro s knjigo v življenju in upam, da se še kdaj vidimo. Najlepša hvala, Petra, vse dobro tudi tebi in vsem najnim gledalcem, a ne? Z veseljem sem prišla, hvala za povabilo. To je bil Shortcast, hvala, ker ste bili z nami.